Evo, drift dan se začne z nalaganjem. V našem primeru imamo za naložiti 2 avta in en kup gum. To pomeni, da nalaganje traja približno 1 uro. Zakomplicira se pa pri mojem avtu, ker je treba sneti odbijač, raztovoriti vsa kolesa ven, da se dvigne, kolikor se le da, brez da zašteka na trikolcu. Sledi vezanje, nalaganje gum, felten in ostalega orodja, ki spada zraven. Brko! Evo, lih naložen. Eno vprašanje. Ja. Kakšne plastične škatle za transport varianta s pokrovom, tepke pridejo prav? Zelo. Zelo. On bodi dosegljiv, ti bom jaz poslal na Messenger sliko, bom povedal, če ti je prije prav dimenzijsko in to. In koliko bi ti radil bo. Fotograf dneva je pripravljen na vožnjo s Klaudijo, ki ima danes novo pofarman avto, pa par estetskih dodatkov. Nove podnice so kaj komod. Ful komod. Da ne bojo potniki preveč brcali tega računalnika tam gor, če ne bomo pa naredili še en ščit za računalnik. Moj avto je ready, malo ga je treba še segreti, pa smo pripravljeni za vožnjo. Žvan se smeji, ker nikoli ne snemamo akcije v boksih. Nikoli! Ampak treba tudi to malo spremeniti. Preden začnemo driftati, se z avtom zapeljemo kak krog, da se segreje olje tudi v pogonskem sklopu. Ne samo motor in pa motorno olje, ampak v bistvu cel avto. To pa vključuje tudi gume, ker na 7 gumah je razlika med hladnimi in toplimi občutkami. Evo, ko bo Klaudij prvi letošnji krog na poligonu, avto ima par updateov, to vključuje zadnji camber kit, tako da je v bistvu manj camberja, malo tow-ina, kar bi moglo dati malo več gripa, kot ga je imela lani. Vse ostalo je bolj manj enako, razen sveže nastavljene optike, pa off-season vzdrževanja. Pazi, voiceover. Klaudija aktivno drifta 2. sezono, danes je njen prvi dan na drift poligonu. Malce daje trema, kljub temu, da je prejšnjo sezono s tem avtom preživela več kot 30 dni na progi. V tem času pa je razvila dosti dober občutek za avto, širino proge in se predvsem ful zabavala za volanom. Njen avto je BMW E30. V notranjosti voznika in potnika varuje polkletka, 4-točkovni pasi in školjkasti sedeži. Motor je 323 s 170 konji iz kasnejšega E36 modela. Za motorjem je lahek enomasni vztrajnik, lamela s sintranimi ploščicami, diferencial je pa zavarjen razmerja 338. Avto je znižan na športnih federih in stršanih amortizerjih. Spredaj je skid-shopov low kit, zadaj pa adapter za dvojne čeljusti. Avto je prav tako predelan na 5 vijakov, saj so felne na 5 vijakov dosti bolj pogoste kot pa serijske 4x100. Klaudija uspešno prvi run danes, ni bilo nekega crasha, drifta če zna, uživa očitno tudi. Evo, z Žvanom smo pometla progo, na poligonu je to malo DIY situacija, da je treba vsake toliko spucati progo. Zdaj pa smo menjali gume, zadaj so SX2 GT radialke, to je kao ameriški semislik, s katerim furajo tudi Formula Drift, tako da bomo videli koliko je ura proti že preverjenemu Sailunu semisliku. Legiša je danes ful hiter, lega s temi hitrimi špegli, baaaav! Peter Žvan je en od OG-ov slovenskega drifta, s tem se ukvarja že več kot 15 let.
V svojem času kot tekmovalni voznik je zmagal slovensko in hrvaško prvenstvo večkrat. V današnjih dneh pa na tekmovanjih sodeluje kot sodnik, na prostih treningih, kot je bil današnji, pa se z veseljem zapelje s svojo E30-ko. Ta avto se od večine drift avtov razlikuje v tem, da je registriran, praktično vse predelave na avtu so pa tudi homologirane. E30 ima vgrajen močnejši motor, krajše razmerje diferencijala in športno podvozje. Skupaj s kratko meddosno razdaljo in relativno nizko težo je pa to recept za zelo agilen in pa tudi hiter avto, ko je obut v semisli gume, kot je na tem posnetku. Ta avto nima predelanega kota volana, to pomeni, da je volan relativno počasen, toleranca za napake pa majhna. Kljub temu je pa avto zelo dobro vodljiv, natančen in odziven, to je pa rezultat večletnega testiranja, zabave na progi in temu primernega setupa. En krog za ohladiti, ne? Ja, to 2, da se meni... Kaj? Fajn gore, jaz meni gre na 110 takoj. Ja. Daj 2. A držijo, ne? O, dobro. Ful je uravnotežen forward pa side bite. Ja, to je super, to je malino isto. Tukaj je še en run za Klaudijo. Punca je razvila tekoč stil vožnje, kjer avto krmili predvsem z gasom. Tranzitionom pogosto pomaga z ročno. To je dosti predvidljiv, dosti tekoč način vožnje, ki je primeren za vodilni ali chase run. V prihodnosti bova pa definitivno delala na tem, da se ročne nekoliko odvadi, pa doda nekaj manevriranja z volanom, se tako lahko avto prisili, da pelje točno tisto linijo, katero želi, brez da bi se zanašala z gasom na razpoložljiv grip na progi. Torej, Klaudija je imela prazno gumo, jo je že zmontirala, pa se do boksa pripeljala, tu je črta. Zato, ker ni imela iglice v vetilčku. Jaz sem. S Petrom pogosto voziva skupaj, zato dobro poznava najna stila vožnje. To nama pa omogoča, da voziva tandeme na minimalni razdalji. Ker vedno ostane nekaj prostora za izboljšavo, si pri analizi pomagamo z GoPro posnetki, GPS podatki in aplikacijami, kot je Race Chrono. Več takih posnetkov in teh podatkov pa lahko najdete na Petrovem kanalu. Snemamo vlog. Kaj boš povedal? Driftne gume je treba ogreti. Če ne se ne drži. Druga. Zdaj se pa driftne gume ogrete, čaki. Evo, driftne gume ogrete. Šiš! Kako si smešan? A se gremo drsat, a? Linije! Voda! Nice!
s Erikom vloge snemamo. Ja. Se prav, končno, sem spomnil. Kaj, dobro? Da se zmenila, da smo tretja. Tretja. Ja. Dobro. Znima. Ja. Na sledečih klipih je dobro vidna razlika med avti, ki so na semislih gumah in avtom, ki je na navadnih cestnih gumah. Grem. On gre. Tako imenovane semislik pnevmatike so gume z mehkejšo zmesjo, tršimi bočnicami in manjšim številom izrezov. To pomeni, da avto nudi več oprijema, ta pa je zaradi trših bočnic bolj odziven. Zaradi mehke zmesi pa se tudi hitreje obrabijo. Športni vlog. Drift Poligon je letos sobotne treninge podaljšal za 2 uri. To pomeni, da so vozniki proti koncu dneva že navoženi, proga pa večino časa prazna, kar je odlična prilika za učenje novih tehnik in manevrov. Dan zaključujemo v deževnih pogojih, kar sploh nismo. Federalke kljub pomanjkanju profila na zunanjem robu delajo odlično. Eskimo HP zadaj nam tudi dobro služi po dežju. Pa se narediti high angle entry na drugi polovici poligona. To polavdo kar nadaljuje v spin. Vsaka šola nekaj stane, pri driftu je to pogosto materialna škoda, večinoma pa le živci ob nesfuranih manevrih. Traj bomba! Oh. Šakalaka, tak, pa tak, pa tak. A te poznamo, tisto drži gor. Tole, gled. I know the guy. Veš, kaj se pozna? Natankani, naloženi, pa pičimo domov. Hvala vsem, ki ste potrpeli do konca. Z vami sem bil Erik, si pišemo v komentarjih in se vidimo v naslednjem videu.